Spoštovani, naj vas povabim na to mojo razstavo in vam istočasno vas povabim k razmisleku o naravi in naši vlogi v njej. Rada imam naravo, sem veliko zunaj, veliko na zraku, ker mi narava daje dejansko veliko motivov za moje upodabljanje, ustvarjanje. Slikovitost narave imamo tako pomladi, ko je vse bujno, začenja se novo življenje, ko je polno svetlo zelenih, bi rekla, srebrnih odtenkov zelene, ali poleti, ko je vročina, ko nas na primer morski valovi ali pa žuborenje voda pomirja, ali pa bogastvo, slikovitost jesenskih barv, dolgih senc, barvnih kontrastov. Prav tako zima, ko nas neki škripajoči sneg ali pa pogled v tišino beline spominja na pravo zimo. Moji motivi so takole iz te veličastne narave. Najraje ustvarjam v tehniki pastela, tudi v drugih tehnikah, vendar pastel mi je neka ljuba tehnika, ker mi nudi veliko možnosti plastenja, mehkobe, istočasno prosojnosti, vendar pa je tehnika pastela dokaj zahtevna, namreč materialna podlaga se lahko hitro nasiči in je lahko težava tukaj in rešitev mogoče nov začetek. Ti moji pogledi narave skozi 4-letne čase so ponekod rahlo abstrahirani, nekje so idealizirani v realizmu, lahko rečemo z romantično noto, in s tem nas nagovarjajo na občudovanje prelepe narave. Istočasno pa se moramo zavedati tudi krhkosti te narave, občutljivosti te narave. S pričujočimi slikami dajem poudarek cikličnosti naravi in seveda tudi njen harmonični ritem. In tu lahko vidimo znanilce pomladi tu za mano, to so telohi na primer, potem razno cvetje in lepota cvetja, žuborenje voda, poletne sapice, ki se lahko občutijo v nihajočih, zibajočih travah, zrcalni sončni zahodi, šelestenje listja v vetru, jesenska barvitost, spomin na pravo zimo, na primer tam, ko je sneg visok, mi je res lahko samo spomin. Seveda moramo v ta red naravnega okolja ali pa naravni red okolja spoštovati in varovati. Namreč klimatske spremembe, ki se nam kažejo in nas opozarjajo, tako vodne ujme, tako suše, tako požari po celem svetu, ne samo v Sloveniji, ali pa rečemo tudi v Sloveniji že. Torej to nas mora skrbeti. Zato pa so v slikah nekje kot nekakšen simbolni opomnik z umetniškim izrazom nakazane rahle zapore, mreže, okna, črte. Opomnik, da se moramo nekako odmakniti, nekako distancirati, odmakniti od škodljivosti našega vplivanja, škodljivosti vpliva človeka na naravo. In si seveda postaviti neke meje, da ohranjamo to naravo neokrnjeno in neobremenjeno z nepotrebnim
človekovim poseganjem, in to je tudi opomnik na našo odgovornost. Spoštovani, s to razstavo vas nagovarjam k občudovanju narave. Istočasno naj vas mogoče neki pogled na neko sliko spodbudi k kakšni lepi misli, ali pa da prikliče neki prijeten spomin, ali pa da vam enostavno polepša dan. Istočasno pa vas tudi nagovarja, da razmislimo, torej k razmisleku, kako lahko naš vsakdan prispeva k ohranjanju te čudovite danosti, edinstvene narave, ki jo imamo. Hvala.